Pozdravljeni, Matjaž za Delo Infoteh ocenjujem pametni telefon Sony Xperia Z1. Nekateri telefoni mamijo kupce z velikimi zasloni, drugi z aluminijastimi ohišji, Z1 pa s fotografskim tipalom. Ne samo, da premore kar 20 milijonov točk, je tudi večje kot pri običajnih telefonih, saj ga je Sony vzel iz žepnega fotoaparata. Sam mobilnik je precej podoben predhodniku izpred pol leta Xperii Z. Je pa še malenkost večji, čeprav je diagonala zaslona enaka. Uporabljeni materiali so nekoliko drugačni, saj je ohišje tokrat aluminijasto, je pa še vedno vodotesno. Tudi čepki čez priključke so nekoliko bolje narejeni, saj se lepše prilegajo. Izhod za slušalke je zdaj zatesnjen od znotraj, zato čezenj na srečo ni več čepka. In zvočnik ni na nepriročnem položaju ob strani, kjer smo ga pri Zeju vedno pokrili z roko, ampak na spodnji strani ohišja. Ena največjih zamer pri predhodniku je bil zaslon. Žal tudi tokrat ni naravni konkurence. Vidni koti so še vedno slabi, barve hitro zbledijo, ko telefon malo zasučemo. Če vanj gledamo naravnost, pa je zaslon s polno visoko razločljivostjo res lep in čist, tudi barve so nekoliko pravilnejše kot pri Zeju in za ogled HD video je pravzaprav zelo primeren. Dokler je gledalec samo eden in drži telefon usmerjen k sebi. Telefon je hiter in odziven, premikanje po galeriji in drugod je bliskovito. Prav tako ni nikakršnega ustavljanja pri pomikanju po najbolj zahtevnih spletnih straneh. To pripisujemo ne samo trenutno najboljšemu Qualcommovemu procesorju Snapdragon 800, ampak tudi minimalistični Sonyjevi preobleki Androida, ki ne obremenjuje sistema. Predvajanje videov je seveda povsem gladko, pa tudi tisto, kar aparat posname, je po kvaliteti v vrhu med pametnimi telefoni. Zvočno je Xperia Z1 eden najboljših mobilnikov. Sploh izhod za slušalke je izredno kvaliteten, vendar tudi zvok iz vgrajenega zvočnika ni slab. Ni čisto naravni HTC One, vendar boljši od večine ostalih. Glavni del Z1 je seveda fotoaparat. Lepo je, da je Sony dodal fizičen gumb zanj. Toda poanta bi morala biti v kvaliteti, saj v teoriji večje tipalo zajame precej več podrobnosti, omogoča večjo barvno dinamiko in boljše posnetke v slabi svetlobi. Fotoaparat ponuja dva glavna načina. V samodejnem sam nastavlja vse parametre fotografije in zajema z 8 milijoni točk, pri čemer menda celo združuje točke za boljše fotografije in zato tudi omogoča dokaj kvaliteten digitalni zoom. V ročnem načinu pa je mogoče fotografirati tudi z 20 milijoni točk, torej s celotnim arzenalom, ki ga ponuja tipalo. Digitalni zoom ponavadi odsvetujemo, tukaj pa dejansko je nekaj razlike med zoomiranjem v samodejnem načinu in povečevanjem motiva iz 20 megatočkovne fotografije. Zoom iz telefona da nekoliko čistejše fotografije z manj šuma. V osnovi pa lahko ocenimo fotografije za pol razreda boljše od teh, kar dobimo iz najboljših pametnih telefonov z običajnimi tipali, vendar še vedno slabše kot to, kar ustvarjajo žepni fotoaparati. Pozna se, da Z1 pač nima pravega objektiva čez dokaj veliko tipalo, zato so fotografije pogosto nekoliko mehke. Fotoaparat omogoča tudi izjemno hiter rafalni posnetek, pri čemer potem lahko izberemo najboljšo fotografijo. Tu pa je še funkcija Time Shift, ki v približno 2 sekundah zajame 60 fotografij v nižji razločljivosti, med njimi pa spet izberemo najboljšo. To zna biti uporabno, če lovimo hitro premikajoč motiv. Pri videu je na voljo funkcionalnost visoke dinamike HDR, vendar kakšne posebne razlike, če je vključena, nismo zaznali. Z1 nam je všeč, ker pa se nam zdi prevelik, čakamo na pomanjšano različico z enakim procesorjem in fototipalom, ki jo na Japonskem že prodajajo.